Dober dan. To je drugo N1 soočenje znotraj uradne volilne kampanje. Danes se bomo pogovarjali o prihodnosti, kako lahko v Sloveniji nadoknadimo izgubljeno v zadnjih letih, sploh ker so pred nami še vedno zelo negotovi časi. Z mano v studiu so Matej Tonin, Nova Slovenija, Robert Golob, Gibanje Svoboda, Aleš Hojs, Slovenska demokratska stranka in Tanja Fajon, Socialni demokrati. Lep pozdrav vsem, dobrodošli na N1. Dobar dan. Ampak preden gremo k temam, nekaj razčistimo. Gospod Golob, za Delo ste ta teden rekli nekaj zaskrbljujočega, zelo zaskrbljujočega, da zunaj volilnega štaba komunicirate le po kriptiranih komunikacijskih kanalih, ker, citiram, nasprotnikom vladajoči kliki nočemo olajšati dostopa do internih komunikacij, prepričan sem, da nas poskušajo spremljati na vse mogoče načine, vključno z uporabo državnih institucij za politične namene. Konec citata. To je resna obtožba, gospod Golob, in seveda padec vseh demokratičnih standardov, če vladajoči z opozicijo in tekmeci na volitvah tako ravnajo. Tukaj stojita obrambni notranji minister. Če razčistimo, o čem točno govorite? Poglejte, to ni bila nobena obtožba. Vprašanje je bilo, kako komuniciramo. In sem bil iskren. In sem povedal, da komuniciramo po signalu in po protonu. Zakaj komuniciramo tako? Zato, ker smo prepričani, jaz sem prepričan v to, da nam sledijo. Zakaj sem prepričan? Mogoče pa imamo tudi mi kakšnega človeka znotraj njihovih struktur ali pa simpatizerja, če hočete, ki nas o tem obvešča. Ga imate? O tem, a mislite, da bom to zdaj razkrival? Zagotovo ne. Kaj je bolj pomembno? To ni obtožba. Žal živimo v taki državi in dajmo se začeti vsi samozaščitno obnašati. To je vse. Gospod Tonin. Lejte, jaz sem eden izmed predstojnikov ene izmed obveščevalnih služb. Vem, kakšen je postopek, da sploh lahko nekomu poslušamo, in je zelo dolgotrajen in stvar mora iti na Vrhovno sodišče. Tako da razumem strahove gospoda Goloba, ampak da bi to delale slovenske službe, vsekakor ne drži, ne? Razen če se je ujel v kakšnih kriminalnih zadevah, ampak dvomim. Je pa dejstvo, da smo vsi politiki, zlasti tisti najbolj izpostavljeni, tarče pa tujih obveščevalnih služb. In zaradi tega je zelo smiselno, in tukaj podpiram to vrstno komunikacijo. Tudi mi sami znotraj stranke uporabljamo kriptirane povezave za komunikacijo po telefonih, in vsak, ki se obnaša samozaščitno, še zdaj v sedanjih časih in v sedanji situaciji, je to edini pameten način komunikacije. Ker smo tarče tujih obveščevalnih služb, ki zbirajo informacije, kako se bojo stvari v Sloveniji zložile. Gospod Hojs. No, ta komunikacija, ki je povedal, o kateri je govoril gospod Golob, ni nič nenavadnega, torej v glavnem govorimo po vibru, signalu, protonu in tako naprej. Je pa seveda jasno, da v policiji ni mogoče prisluškovati brez odredbe sodišča. Torej, te insinuacije gospoda Goloba so pravzaprav brezpredmetne, razen tako, kot je povedal minister Tonin, vkolikor pa je v kakšnem predkazenskem postopku, ki zahteva tudi prisluhe, je pa verjetno v to vključen. Zdaj upam, da danes nima slušalke, zadnjič smo videli, da je na Pop TV-ju nosil slušalko. Sicer bi pa rekel takole, ne? Na vaše vprašanje, imajo ljudi v vrstah, tudi vladnih vrstah, to je pravzaprav povsem običajno struktura, ki je pravzaprav vladala tej državi več kot 20 let, to je struktura LDS-a z vsemi njimi nasledniki, ima v državni upravi mnogo ljudi. Tako je tudi konkretno v primeru tega intervjuja za Delo. Sam sem bil obveščen, da mi je štab gospoda Goloba povedal prej, kdo bo šel v Ukrajino kot odpravnik poslov, kot smo to vedeli drugi, torej niti ministri ne. Gospod Golob. Kar ni lihkar zdaj povedal, da nam v resnici prisluškujejo? A ni ravno kar razkril podatek, ki naj bi bil v našem štabu intern? Pustimo, ali je resničen ali ne. Povedali ste ga novinarki. To si ne more pomagati, da mu ne bi se zareklo. Povedali ste to novinarki. Ampak bolj pomembno kot to. Ste opazili, da vsi trije uporabljamo iste naprave, iste sisteme za komuniciranje? Ampak, a se je zgodilo kaj takšnega, zaradi česar ste v to prepričani? Ne, rekli ste, prepričan sem, da nas poskušajo spremljati na vse mogoče načine. Na podlagi česa ste rekli, da ste prepričani v to? Imate kakšne dokaze? Najbrž ne, če ne bi jih tu najbrž predstavili, ne? Ta izjava je zelo resna, ne? Je bila pretirana, to ste javno rekli. Še enkrat. Vprašan sem bil, kako komuniciramo med seboj. In sem pojasnil, kako komuniciramo. A sem tožil koga? A sem obtožil koga konkretno? Ne, zato bo prišel čas po 24. Takrat bomo dobili tudi dokaze za to. Danes si seveda ne moremo dobiti, zaradi tega, ker s temi službami razpolagajo trenutno vladajoči.
Ampak to je v tem trenutku nepomembno, ker je danes se moramo pogovarjati o tem, kako se bodo ljudje odločali na volitvah, ne kako si med seboj prisluškujejo ali prisluškujemo in katera tuja obveščevalna služba nosi podatke, naprimer v kabinet predsednika vlade, o meni. Kako pa boste prišli do teh podatkov? Pravite, da po 24. Zaradi tega, ker takrat se bo mogoče tudi te ljudje, o katerih govorimo in ki so danes simpatizeri, odločili, da bodo spregovorili za javnost. Kako pa vi, gospa Fajon, ocenjujete takšne izjave, če zadaj očitno ni nekih konkretnih dokazov za kaj takega? No, zagotovo brez nekih argumentov ali konkretnih dokazov je lahko to zdaj zavajajoče, ampak nisem slišala odgovora in težko sodim. Je pa dejstvo, da se vedno sprašujemo, zlasti izpostavljeni politiki, koliko nam prisluškujejo, kdo nam prisluškuje, se tudi sama večkrat vprašam, koliko so varne te telefonske komunikacije, se danes ni tako težko prisluškovati. Zato v komunikaciji, tako kot kolegi, uporabljamo v glavnem internetne povezave, sem pa bila v preteklosti, morda tudi zdaj kot evropska poslanka, tarča prisluškovanja tujih varnostnih služb. O tem sem bila seznanjena to v času, ko sem se ukvarjala z odpravo vizumov za države Zahodnega Balkana. Takrat so me kar dovolj spremljali. Problem pa je bil tu potem v zakonodaji, ker ko tuja obveščevalna služba spremlja in pošlje seveda domači, si bolj ranljiv, ker se te informacije, ko ni neke trdne zakonodaje, med seboj izmenjavajo. Ampak tu se mi pogovarjamo o morebitnem prisluškovanju doma, o zlorabi morebitnih državnih institucij. O tem se pogovarjamo. Ja, razumem, ampak jaz nimam dokazov ta hip, da meni kdo prisluškuje, tako da ne morem zagotovostjo trditi, kaj se dogaja in s prstom na kogarkoli pokazati, da to res izvaja kot ali pristojna služba ali kak organ ali politična stranka. Vi pa to zanikate, gospod Hojs. Kaj? Je se kaj takšnega dogajalo? O čemer je prej gospod Golob tudi rekel, da jim sledijo, ne? Poglejte, jaz kot minister seveda ne vem, komu prisluškuje slovenska policija v tega pogleda. Kot minister niti ne morem imeti. Vem pa, da prisluškujejo zgolj tistim, za katere imajo ustrezne sodne odredbe. Vkolikor ima policija ustrezno sodno odredbo, sem prepričan, da ni izjeme, da prisluškujejo gospodu Golobu, meni ali komorkoli drugemu. Torej, vsi vatli so za vse enake. In tudi nadzorni mehanizmi so v Sloveniji tako robustni, da enostavno je toliko ljudi upletenih in mora toliko ljudi kljukic dati, če za nekaj ne bi bilo zakonske podlage, vam garantiram, da bi se v Sloveniji izvedelo naslednji dan. Tako da v Sloveniji se nekaj takšnega, kot se to morda dogaja na Balkanu, ne more dogajati, zaradi tega, ker so naši nadzorni mehanizmi popolnoma drugačni. Čeprav vaš vodja poslanske skupine, gospod Horvat, razlagal in kazal izpiske, da mu sledijo, pa se je izkazalo, da ni bilo tako. Samo to me zanima. Tisto ni šlo za prisluhe, za sledenje. On je uporabil besedo sledenje. Če gremo naprej, gospod Golob, uporabil je napačno besedo, ampak šlo pa ni za prisluhe, ampak je šlo za vpoglede v evidenco. To je pa bistvena razlika. Ali ima policija zakonsko podlago, da v neki točki vpogleda evidenco ali ne. Ampak to stvar smo razčistili. Tako je, izkazalo se je, da gre za nekega drugega Jožefa Horvata. Samo še to me zanima, gospod Golob, vas te besede notranjega in obrambnega ministra pomirjajo? Vrtno se hecate, ne? Ne, rekla sta, da pač obstaja, da so robustni mehanizmi, preventivni in tako naprej. Toliko boljše, ampak ne glede na to. Še naprej bomo komunicirali po istih kanalih in kot smo slišali, v resnici uporabljamo vsi te iste kanale. Samo da nekateri smo iskreni, ko spregovorimo zakaj, drugi so pač malo bolj fini. Ampak te stvari so zelo občutljive, in v takih stvarih se hecati pa jih potencirati je nevarno, ker vnašajo nek konflikt ali pa neko nervozo v samo družbo. Ker če to recimo vi, ki ste resen kandidat za poslanca, govorite o teh stvarih, da to obstaja možnost, potem to nekateri ljudje vzamejo za dejstvo. In jaz mislim, da je naša vloga celotne politike, da pomerjamo in da povemo, kaj je res in kaj ni res. Ne? Veste, kakšen je odziv družbe bil na ta članek in na to? Jaz sem dobil 3 pisma varnostnih strokovnjakov, v katerem so me vsi podučili, da žal mi taka komunikacija v resnici ne bo nič pomagala, ker je ta komunikacija že zdavnaj prebita in da v resnici sploh ni varna. Tudi toliko o tem, kaj si družba misli o zaščiti in tako naprej. In tu bomo šli zdaj naprej k temam. 2 od vas bosta zagotovo sodelovala v prihodnji vladi. Po covidu in zdaj tudi zaradi vojne v Ukrajini se ekonomska situacija po vsem svetu zelo zaostruje. Tudi leta 2008 je bila Slovenija, spomnimo, v predvolilnem obdobju. Takrat je takratni gospodarski minister Vizjak miril, da krize ne bo.
pa je prišla, močno nas je udarila. Za odgovorne politike je pomembno, da znajo pravilno predvideti nadaljni potek dogodkov in se ustrezno pripraviti. Zato kratko in jasno vprašanje za vse vas. Kaj pričakujete? Stagflacijo, recesijo, krizo ali nič od tega? Kakšna je vaša napoved, gospod Hojs? No, glede na aktualno stanje v svetu, torej vojna v Ukrajini, energetsko krizo in tako naprej, lahko priključujemo inflacijo. Torej, to je realen podatek. Seveda pa je naloga vsake vlade, toliko bolj vlade, v kateri sodelujem, da v takih kriznih razmerah tudi državno intervenira. In lahko povem, da bo naša vlada tudi v prihodnje državno intervenirala, posebej iz enega in edinega ali pa iz ene želje, torej da v čim večji meri ublažimo to breme tistim, ki so v družbi najbolj ranljivi. Torej, pa napovedujete, da bo inflacija, stagflacija, recesija, kriza? Inflacija. Stagflacija pa ne? Ne. Dobro, gospod Golob, vaša napoved? Ja, žal bo stagflacija, ne samo pri nas, cel svet jo bo. Se moramo s tem soočiti in zdaj gledajte. Tole je naša zunanja trgovinska bilanca od leta 2000. Plus minus 100 milijonov na mesec. Od 2020, ste videli, kam sem šel? V zadnjih 2 mesecih smo imeli milijardo evrov primanjkljaja v zunanje trgovinski bilanci. Milijardo evrov v 2 mesecih. Slovenija je krvavo odvisna od svoje bilance, ker je majhna ekonomija in dejansko živi od izmenjave s tujino. Danes so vsi podatki kažejo na to, da bo Slovenija ena najbolj prizadetih s to stagflacijo. Ravno zaradi tega, ker smo tako odvisni in ker se nam je tako izrazito poslabšala v zadnjih 2 mesecih. Tu radni podatek Statističnega urada. In kaj bomo naredili, bomo v nadaljevanju? Zanima me še vaša napoved, gospod Tonin. Ja, vojna v Ukrajini spreminja nekatere stvari. Zlasti cene energentov se bodo vse v tem kratkoročnem obdobju nekoliko dvignile. Države moramo dobiti nadomestne vire. Ta vlada to že dela, minister Vrtovec je bil na Hrvaškem, pa v Italiji in v Katarju, kjer se za te stvari dogovarja, da nadomestimo ruske energente. Poleg tega se bodo pretrgale tudi neke dobavne verige, ki so potekale med zahodnim svetom in pa Rusijo. In dokler se te stvari ne bodo stabilizirale, da bo vsakdo poiskal nove dobavitelje, do takrat bo nekaj preturbacij v gospodarstvu. Ampak na te stvari smo pripravljeni. Glede na to, da se Evropska unija iz tiste zgodbe leta 2008 pa iz Amerike uvožene krize marsikaj naučila, vidite, da je v času covida ravnala popolnoma drugače in tudi zdaj se napoveduje zaradi ukrajinske krize, da bo nekoliko več sredstev na razpolago, da bomo balansirali te težave. Tako da jaz verjamem, da bo reakcija in odziv na to krizo precej drugačen in da bodo tudi posledice zaradi tega manjše. Dobro, gospa Fajon. Kaj bo? Upajmo na najboljše, pripraviti se moramo pa na najhujše. Prej ste omenili leto 2008. Situacija je danes precej primerljiva. Leta 2008 je bila vlada Janeza Janše, imeli smo krizo, nismo bili dobro pripravljeni, bila je tudi velika zadolženost. Danes je podobna situacija. Kriza spet zaradi vojne v Ukrajini, cene energentov, hrane se držijo, ne vemo kako dolgo, situacija je nepredvidljiva, svet je postal nevaren in tu nimamo praktično načrta vlade, kako bomo zaščitili ljudi in gospodarstvo. Vaša napoved? Moja napoved oziroma napoved ekonomistov, če sem bolj natančna, vsi pravijo, so slabe makroekonomske okoliščine za Slovenijo, čeprav Evropska unija ali evroobmočje v začetku leta napovedovalo gospodarsko rast zgledno nad 4%, pa zdaj marsikdo napoveduje stagflacijo. Tako da se strinjam s to oceno, ko bo šla inflacija še bolj gor, tudi obrestne mere, gospodarska rast, nam se lahko zgodi velik izziv na naše gospodarstvo ob izjemni zadolženosti, ki jo danes že imamo in denar, ki ga bodo morali odplačevati naslednje generacije, močno nas bo bolela glava. Naprej bomo šli, treba je povedati glede primerljivosti z letom 2008, takrat banke
niso bile ustrezno kapitalizirane. Govorimo Danes so, gospa Fajon, tudi danes podjetja in gospodinjstva še zdaleč niso tako zadolžena, kot so bila, in tu so razlike. In preden nadaljujemo, gospod Tonin, konkreten izziv za vas, goste, ima profesor Ljubljanske ekonomske fakultete dr. Marko Jaklič, ki, kot ste lahko danes prebrali na n1info.si, napoveduje desetletje šokov in možnost večje recesije v roku leta in pol. Iskanje hitrih rešitev za zelo kompleksne razmere, ki jih živimo, pa po njegovem ni prava pot. In poglejmo, s čim izziva današnje goste. Gotovo bodo letos in prihodnja leta, če zdaj govorim za Slovenijo, stopne rasti manjše, kot so še vedno napovedane. Že če pogledamo, kot ste omenili, Nemčijo, ki je za nekih 60% znižala svojo napoved, bomo mi to gotovo čutili, saj je Nemčija naš glavni trgovinski partner. Tako da ves ta val še prihaja. Omenili ste stagflacijo, ki jo že živimo, eno tako blago že kar nekaj časa, se pravi stopne inflacije više kot pa stopne gospodarske rasti, ampak dokler je gospodarska rast relativno visoka in pa inflacija ne više kot nekih 10%, pa že zdaj ljudje verjamem, da čutijo, kaj to pomeni, ne, že se z eno 7-8% stopnjo inflacije ukvarjati, da to ni tako zelo preprosto. Niti, če se odločamo o investiranju v družinskem krogu, še teže mogoče je v podjetjih in še kaj, ne. Se pravi, ampak smo še zelo nekje v nekih okvirih, ki bi jim lahko rekli, da so obvladljivi. Je pa seveda možnost, da se v relativno kratkem času zgodi tudi še kaj hujšega, ne, se pravi, mnogi trendi nakazujejo, zdaj to, če bi zgodovinsko pogledal in če samo ekonomsko gledam, neko tako krivuljo, ki pravimo yield krivulja, ne, v smislu, kako se giblje pričakovana donosnost nekih državnih dolžniških papirjev. Pa da ne teoretiziram preveč, iz tega bi lahko sklepali, da smo pred neko večjo recesijo celo, ne, ki se lahko pojavi nekje po nekih napovedih, zdaj če iz zgodovinskih izkušenj gledamo v roku 18 mesecev. Se pravi, marsikaj se lahko zgodi, ne, se pravi, mi smo 10-15 let, jaz kar pravim, zamudili, ker na nekaterih področjih, ki seveda so zelo pomembna za državo, ki je odporna, da je kreativna, da je inovativna, da zna poiskati prave rešitve. 2019 smo padli iz 2. v 3. ligo držav evropskih, European Innovation Scoreboard je kazalec, ki ga tu omenjam, in to gotovo ni neki, ko ste me vprašali, a smo odporna družba. Ne, ta kazalec kaže, da smo relativno neodporna družba. Za cel svet in še posebej za Slovenijo bi rekel, da me straši, da v politiki nimamo pravega, kakovostnega, širokega vodstva. Se pravi, pravo tisto vodenje, ki bi nam lahko dalo tistim, ki majčkeno širše ali pa globje tudi razmišljajo, da je tista. Zdaj seveda malo izzivam tudi vaše občinstvo, se pravi tudi politike, da me demantirajo, in najbolj bom vesel, če bom v prihodnjih letih videl, da ne razmišljajo samo kako kratkoročne bombončke deliti brez kakšnega dolgoročnega smisla, ampak da bojo res sistemsko postavljali družbo, v katero bodo zaupali tako mladi in v tej družbi delali, živeli in dolgoročno seveda načrtovali tako svoje družine kot še kaj, ne. Slišali smo profesorja Jakliča. Gospod Tonin, naštejte nam prosim 3 ključne stvari, ki po vaši oceni volivcem dokazujejo, da kot politik razmišljate globlje in na dolgi rok. Lejte, jaz mislim, da nam hujšega, v prihodnosti ne bo iz naslednjih razlogov. Prva stvar, ta kriza... Ne, odgovorite mi na to, kar sem vas vprašal. 3 ključne stvari, ki po vaši oceni volivcem dokazujejo, da kot politik razmišljate globlje in na dolgi rok. Pa sej, to vam hočem povedati, če mi boste dovolili, ne. Ena izmed stvari, ki jo moramo videti, in kdorkoli se s politiko ukvarja, to mora videti, da ta kriza in ta trenutna Evropa je drugačna, kot je bila leta 2008. Tam je Evropa medsebojno tekmovala in je bila zelo trda. Razviti sever proti nerazvitemu jugu. Zdaj Evropa deluje kot enotna in tudi vse te reševalni mehanizmi in dodaten denar, ki ga pumpa v gospodarstvo, prispevajo k temu, da ta kriza ne bo tako silovita, kot je bila v preteklosti. To je ena stvar. Druga stvar, naše gospodarstvo je izrazito vezano na države, ki so gospodarsko močne. Govorimo o Nemčiji in tudi zato bodo te posledice manjše. In tretja stvar, ker se pa kaže, se pravi, naš odnos do prihodnosti slovenske, je pa, da mora biti prihodna koalicija
projektna, vključevalna, ne pa izključevalna. Da prihodna koalicija ne bo ideološka, ki bo gradila predvsem na revanšizmu, nacionalizaciji in pa višanju davkov, ampak da bo to predvsem koalicija, ki bo iskala skupne točke. Je čas pred volitvami in čas po volitvah. In po volitvah smo politične stranke dolžne iskati skupen imenovalec, zaradi tega, da bomo našli prave rešitve na vse te izzive, ki nas čakajo. Tudi v smislu delovanja političnega sistema je zelo pomembno, kakšna bo slovenska prihodnost. In to bomo vse v nadaljevanju še seveda obravnavali. Gospa Fajon, je to, kar je naštel gospod Tonin, prava pot oziroma pravi način, prava vizija za to, da Slovenija prebrodi desetletje šokov, kot mu pravi profesor Jaklič, da se lahko razvije v inovativno in predvsem na krize odporno državo? Zagotovo je del, v katerem je govoril, kako mora biti naslednja vlada vključujoča, sodelovati, jaz bi dodala še poslušati ljudi in pa civilno družbo, tista prava pot. Da poslušamo tudi stroko, ne nazadnje. Ampak v čem je, se upravičujem, bistvena razlika v strateškosti in dolgoročnem razmišljanju med vami? Zelo posplošeno reči, da smo neka opozicija ideološka, ki izgublja energijo. Glejte, v Sloveniji je marsikaj v zadnjih 2 letih šlo narobe. Ne bom rekla, da kaj ni bilo prav, ampak ko govorim narobe, da smo izgubljali ogromno energije z posegi v neodvisne institucije, v česar se tudi pozna, koliko je naša družba odporna in pripravljena. Lahko dam samo en primer. Z evropskimi sredstvi bi lahko našo družbo bistveno bolj pripravili na 10-letni, 20-letni razvojni cikl večjih sprememb z neko bolj ambiciozno sliko, kako zagotoviti zelen, pošten, pravičen prehod, digitalizacijo. Tu je bilo toliko parcialnih, malih stvari, brez širše razvojne slike, kako porabiti ta evropska sredstva, da bi po covidu zagotovili našo družbo bolj odporno. Poglejmo samo majhna, srednje, velika podjetja. Praktično so bila iz financiranja izpuščena in to so tista podjetja, ki v Sloveniji največ potrebujejo pomoč zdravega gospodarskega okolja in države. Zdaj, gospa Fajon, profesor Jaklič seveda ni edini, ki resno opozarja na to, da Slovenija v zadnjih 10 do 15 letih ni izvedla nobene strukturne reforme. Če bi jih, bi bila bistveno bolj odporna na udarce iz zunanjega okolja. Gospa Fajon, od vseh vas danes tu v studiu je bila prav SD največ časa v vladi v zadnjih omenjenih letih. Kako naj vam volilec danes zaupa, da zdaj boste pa sposobni narediti to, česar v zadnjih več kot 10 letih niste bili? No, mi nismo bili, samo enkrat v obdobju smo bili na čelu vlade, sicer smo bili manjši koalicijski partnerji, ko omenjate za kolegi tu. Ampak jaz ne morem govoriti za preteklost in me tudi ta hip ne zanima. Lahko se kot predsednica stranke kaj naučim iz preteklosti in sem se veliko. Smo se pa tokrat izjemno dobro pripravili, tudi zaradi lekcij iz preteklosti. Pripravili smo načrt z strokovno javnostjo, tudi kako obvladovati in pomagati ljudem in gospodarstvu z 240 strani za 10 let, za ne en mandat. In imamo ogromno strokovnjakov. Tako da jaz mislim, da praktično redko katera stranka je danes tako dobro pripravljena na nove izzive. Ampak povejte mi, katera bo prva reforma, če boste v vladi in dokdaj jo boste izpeljali, naredili? Katera? Zdaj, v vsaki oddaji nas sprašujejo, katera bo prva stvar, ki jo bomo naredili. Imamo že kar dolg spisek teh zakonov. Je to lahko zagotovo na eni strani dolgotrajna oskrba, na drugi strani stanovanjska politika, stanovanja za mlade, potem RTV zakon za vrniti. Vse so takoj nujni roki, tudi ukinitev dopolnilnega zavarovanja, da se lotimo zagotavljanja javnega kakovostnega sistema. Marsikatere zakone imamo že spisane, nedavno nam je padel zakon o 10 000 javnih neprofitnih stanovanjih. Vztrajali bomo pri teh točkah, ki so ključne, pripravljene in pomagajo ljudem, ki so najbolj ranljivi. Dobro, gospod Hojs, katera bo prva reforma, če bo vlado vodila SDS in dokdaj jo boste naredili? No, naša prva reforma bo pravzaprav nadaljevanje tega, kar počnemo zdaj. Torej, mi bomo vsem tistim pridnim delovnim ljudem Slovenije, ki so v ogromni večini omogočili še v nadalje, da bodo zaslužili več, da bodo bolje živeli, da bodo prišli do lastnega stanovanja in pa seveda, da bomo
v kar največji meri onemogočili to, kar se še vedno dogaja, to pa je seveda zloraba socialnih transferjev. Torej, naša prva reforma bo nikakor ne RTV, mimo grede, RTV zakon je sprejela vlada gospe Tanje Fajon. 15 let je bila v redu oziroma primerna, sedaj, ko pa je tam neka sprememba, pa je ta RTV pod nekim Gre za zakon gospoda Grimsa, ne? Prosim? Gre za zakon gospoda Grimsa. Ampak dolgo ste zdržali. Poglejte si izjave gospoda Magajneta, ki je bil celo procesiran zaradi tega, ker ni želel dodati v tisti zakon amandma, ki ga je kasneje SD v bistvu podprl, kaj vse se mu je zgodilo v naslednjih letih. Ampak če se zdaj vrnemo, če se vrnem na reformo, torej povedal sem ti ključne stvari, ki jih bomo naredili. Ena od zelo bistvenih stvari je pa seveda nadgradnja obstoječe dohodninske zakonodaje, ki smo jo ravnokar sprejeli. Torej, uvedli bomo med drugim 13. plačo, ki bo neobdavčena. Upokojencem bomo dodelili 2 dodatni pokojnini, ne v njihovi celotni vrednosti, ampak v primerni vrednosti, torej za Božič in za pred poletjem. Kaj je to primerna vrednost? Zgledovali se bomo po avstrijskem vzoru, torej Avstrijci imajo tam nekje 40 do 50% njihove pokojnine. Dobro, gospa Fajon, jaz se moram, ker to je bilo toliko enih laži in zavajanja, se ste minister dolgo zdržali, ampak pojdite se mogoče enkrat sprehoditi na javni RTV servis ali pa poslušati novinarje na cesti. Koliko kakovostnih informativnih oddaj ukinjenih, kakšen politični program se je v času vaše vlade začel najprej na servisu, tiskovne agencije javnem in zdaj na RTV. Političen pogrom. Podrejanje javnih servisov. In zato ni treba biti nek velik strokovnjak, se lahko pogledate mednarodne združenja novinarjev, Evropsko komisijo, ne nazadnje, evropske institucije, ki so se prvič to leto ukvarjale o političnem vmešavanju politike v svobodo medijev v Sloveniji. To ne gre za ideološko ali politično. Dovolj je pa, če novinarje mogoče z enim dostojanstvom. Ampak moram reči, da vsakič, ko sem prižgal informativno oddajo, sem tam zagledal gospoda Štefančiča ali pa njemu podobne, ki so pravzaprav tako v informativnih oddajah in oziroma vseh ostalih blatili to vlado. Torej, sprašujem se, v čem je ta politični pritisk. Mogoče pa raje poslušajte, kdo vam laže, ki dela turnejo krasno Nova 24 v Sloveniji. Kar jim je na pamet padlo. Če gremo naprej, damo še gospodu, jaz bi šel naprej, gospod Golob, kaj pa vi? Če se bodo ekonomske razmere zaostrovale in če se vrnemo nazaj k reformam, in vse kaže, da se te razmere bodo zaostrovale, verjetno ni mogoče izključiti nadaljnjih intervencij države, kar bi lahko pomenilo tudi nadaljnje zadolževanje. Manevrskega prostora morda ne bo veliko, zdaj smo tik pod 80%, sicer še čakamo zadnje uradne številke, ampak kako boste zadnji podatek gospod Tonin je za 3. četrtletje v 2021 in takrat je bilo 79,6. Zadnjega še ni, uradnega vprašanja pa za gospoda Goloba, torej kako boste to prebrodili, kar sem vam ravno kar opisal, če se zgodi? Poglejte, mislim, da je bilo izhodišče zelo dobro profesor Jakliča. In to je, kaj bomo naredili, da bomo spremenili ustroj našega gospodarstva in našega ekonomskega sistema. Dvotirno moramo delati. Najprej si moramo zastaviti cilje do 2030. V našem programu imamo cilje do 2030. To so cilji, zato da vemo, v katero smer hočemo iti. Potem pa moramo imeti konkretne projekte, ki se v resnici načrtujejo na 3-mesečni ali 6-mesečni bazi, nič več. In natančno tako smo tudi mi zastavili naše aktivnosti. Imamo cilje na 3 ključnih področjih, na področju zdravstva, na področju podnebne akcije in agende in na področju medgeneracijskega dialoga. In vsak od teh ciljev je opremljen s konkretnimi koraki, ki jih bomo izvajali v naslednjih 3, 6 in 18 mesecih. In da bom konkreten, na področju zdravstva je cilj zelo jasen. Javno zdravstvo, ki bo dostopno vsem, tako da bo vsak imel svojega osebnega zdravnika, ki ga danes 130 tisoč ljudi nima. In da čakalne vrste skrajšamo. Kako bomo do tja prišli? Sprejeli bomo interventni zakon v naslednjih 18 mesecih, s katerim bomo dodatno zagotovili sredstva za prestrukturiranje zdravstvenega sistema, zato da bo bolj učinkovit. To je konkreten primer. Vam lahko dam primer medgeneracijskega dialoga. Enako. V medgeneracijskem dialogu želimo imeti dostojno in varno starost za upokojence in hkrati zadržati mlade v Sloveniji. Spravi preprečiti beg možganov in hkrati priliv možganov iz tujine. Kako in kaj je tisto, kar pritegne mlade ljudi, da se priseljujejo?
stanovanje, stanovanje, stanovanje. Ampak ne katerokoli, ne stanovanje po teh cenah, ne stanovanje pedi na trg pa preplačaj to, kar moraš kupiti. Ne, namenska, neprofitna stanovanja, ki jih lahko vzamejo najprej v najem, potem pa ta ista stanovanja, če želijo, po nekem obdobju kupijo. Kje bojo dobili denar? Davčne olajšave. Prvih 10 let zaposlitev mora imeti dohodninske davčne olajšave za mlade, zato da lahko si privarčujejo, da si bojo ustvarili svoje gnezdo. To je način razmišljanja, ki je edini odporen na karkoli. Cilj mora biti visok, velik in daleč v prihodnosti, koraki se pa morajo prilagajati čemu? Konkretni situacijam v svetu. In če smeva še na podnebno akcijo, ker te veste, da je meni najljubša, ravno kriza v Ukrajini nas uči. Vseeno je, od kje dobivamo plin. Iz Rusije smo ga dobivali, ker je bil najcenejši. Iz Katarja bomo dobili, ker bo malo bolj zanesljiv, pa bo precej dražji. Ampak kaj je pa odgovor dolgoročni? Za gospodinjstva samo eden. Totalna solarizacija Slovenije. Zgraditi toliko sončnih elektrarn do leta 2030, da bo vsako gospodinjstvo imelo svoj vir energije, ki bo neodvisen od ruske politike, od savdske politike, od ameriške politike, od kogarkoli. In to je tista edina pot, da nas bo pripeljala do tega, da bomo imeli odporno družbo, ampak ne pozabiti. In hkrati svobodno. Dobro, kaj pa bo vaša prva reforma, zelo na kratko, katera od tega, kar ste ravno kar našteli, čemu bi dali prioriteto? Kaj bo vaša prva reforma, do kdaj boste speljali? Vse tri bojo potekale usporedno. Ampak pa kaj bo naš prvi ukrep? Naš prvi ukrep. Če hočemo do tega priti, moramo živeti v svobodni družbi. Naš prvi ukrep bo, da imenujemo 20 tožilcev, ki čaka že leto in pol. Leto in pol čaka in niso bili imenovani. In zato pravna država ne deluje. Dobro, smo razumeli, gospod Tonin. Glede zdravstva, ki se mi zdi ključna, strateško pomembna stvar, ki neposredno vpliva na življenje Slovenk in Slovencev. Torej, mi bomo delali vse in to je ena izmed prvih stvari, ki se moramo lotiti, da bomo zagotovili vsem dostopno javno zdravstvo. Danes nimamo vsem dostopnega javnega zdravstva, ker nekateri pridajo do zdravnika, drugi pa ne. Je pa dejstvo, da se tega ne moramo lotiti z temi preživetimi socialističnimi koncepti, ki v Sloveniji veljajo. Zaradi tega bo Nova Slovenija delala, da švicarski model prenesemo v Slovenijo ali avstrijski ali nemški, kar pomeni, da zdravnik, ki pri zdravniški zbornici Slovenije dobi licenco, da sme upravljati zdravniški poklic in zdraviti ljudi, je lahko zaposlen kjerkoli želi. Mi pa kot bolniki lahko pridemo do njega in naše zdravljenje pri njem plača zavarovalnica, kateri vsak mesec pri naših plačah plačujemo določeno premijo. To je edini način, da bomo lahko mi spravili nek zdravstveni sistem na nivo, da bo vsem dostopen. Ker problem slovenskega zdravstva ni v denarju. Lejte, v zadnjih letih je bilo tudi zaradi dobre gospodarske kondicije v zdravstveno blagajno nabranih 600 dodatnih milijonov evrov, pa so se čakalne vrste kaj zmanjšale, niso se. Skratka, ni problem v denarju v zdravstvu, problem je v sami organiziranosti. In to je ena izmed takih ekstremno pomembnih stvari, ki Slovencem veliko pomeni, ki je tudi napram drugemu delu sveta ali pa Evrope ena izmed takih stvari, ki je za Slovenijo močna, da imamo močen zdravstveni sistem, nujna stvar, da jo naredimo. Bomo pa mogli seveda ob tem pa poskrbeti, da bo gospodarstvo dobro delalo, ker gospodarstvo je tisto, ki vplačuje vse mogoče blagajne in tukaj bomo mi seveda z vsemi sredstvi branili sedanji zakon o dohodnini, za katerega del predstavnikov napoveduje, da ga bo spremenil, ker mi smo prepričani, da ljudje bolje vedo, kaj bodo s svojim denarjem in da, če pustiš ljudem denar, je to zagotovo najbolje investiran denar. In sam še zadnjo stvar rečem, nekaj vas skrbi, kje bomo ta denar dobili ali pa za ta zakon o dohodnini. Ne vam povem, da če primerjamo leto 2019, kjer je bila vlada, v kateri so bili tudi socialni demokrati, z letom 2021, kjer je bila naša vlada, je bilo pobranega za 1,5 milijarde evrov več davkov. Ljudje so več delali, več vplačevali in to je tista rezerva, ki jo imamo, da si lahko take stvari privoščimo. Gospa Fajon, želeli ste repliko kratko? Hvala lepa, ker so si vsi kolegi, ampak so si res privoščili strašno dolge pojasnitve, bistveno daljše, kot je bil prej čas za nas. Zdravstvo se moram dotakniti, ker je to res tista stvar, ki je rak rana naše družbe in je tudi meni
zelo blizu, se dolgo časa ukvarjam s tem, kako res eno je, kar govorimo. Vsi ste omenili, potrebno je javno kakovostno zdravstvo, ampak praksa vlada je nekaj drugega, kakorkoli, ne. Ker kar se danes dogaja, da so vedno daljše čakalne dobe, da ljudje niso prišli ne do osebnega družinskega zdravnika, ne do diagnoz pravočasno, zlasti v covidu, da tisti, ki imajo malce več v žepu, lahko popoldne gredo k zasebnemu, privatnemu zdravniku, da se zbira denar v zavarovalnicah na nesolidaren način, da so ljudje s plačami, z dopolnilnim zavarovanjem enako obremenjeni. Kar bomo mi najprej naredili, je, da bomo investirali v urgenten program 200 milijonov evrov, da zagotovimo ljudem v najkrajšem času, največ 30 dni, da pridejo do pravočasne diagnoze. Danes Slovenija plačuje 8% BDP-ja v javno zdravstveno blagajno. Da se del sredstev dobiti tudi iz ukinitve dopolnilnega zavarovanja prenosom v obvezno zavarovanje, ki je danes pravzaprav že to, hkrati povečati, in to bo treba delati na 12%, kar je povprečje v Evropi, da smo primerljivi. Ker če začnemo bolezni zdraviti v začetni fazi, bo obremenitev na zdravstveni sistem na dolgi rok bistveno večja. Predvsem pa reorganizirati javno zdravstvo. Mi bi lahko produktivno že bistveno, nisem še tega rekla. Ja, pogledajte, jaz mislim, da je posamezniku, pacientu pravzaprav konec koncev vseeno, ali pride v privatni sektor ali pride v javni sektor. Torej, mi moramo narediti sistem, kjer bo posameznik neodvisno od tega, ali bo prišel v klinični center ali bo prišel v privatno ordinacijo, to zadevno kriti iz zdravstvenega zavarovanja. In v Švici so lepo povedali, zdravstvo je preveč resna zadeva, da bi jo prepustili zgolj državi. Zato seveda mi tega modela ne mislimo nadaljevati, torej po našem mnenju seveda se nič ne zgodi brez ljudi. V tem trenutku imamo premalo zdravnikov, vlada je že povečala število tistih, ki lahko na medicinski fakulteti študirajo, povečala bo tudi možnost zaposlovanja družinskim zdravnikom, obenem pa bomo seveda drastično razširili vse tiste možnosti, kjer bodo zdravniki želeli imeti koncesijo, kajti koncesionarji so se izkazali, torej koncesija je tudi javno zdravstvo, da ne bo pomote, koncesionarji so se izkazali, da delajo hitreje, da delajo bolj učinkovito in da so ljudje pri njih bolj zadovoljni. Kje pa boste dobili dodaten denar za 2 dodatni pokojnini, kar ste prej omenili? Poglejte, 2 dodatni pokojnini. Naredili bomo tudi transformacijo oziroma, kako ne rečem, novelacijo pokojninskega sistema. V pokojninskem sistemu je še ogromno, ne temu rečem, nebuloz, torej privilegijev, ko ljudje dobivajo enormne pokojnine zato, ker niso vplačevali, in brez skrbi model bo tak, da se bo finančno izšel. Že danes pa, kot veste, iz državnega proračuna vsako leto v pokojninsko blagajno plačujemo skoraj 1 milijardo evrov. In ta številka bo zrasla do leta 2050 po projekcijah do 3 milijard. Zato je potrebna pokojninska reforma. Gospod Tonin, nadaljevala bova midva, ampak najprej poslušajte tole izjavo. Mogoče ta komentar, ko si politika roke umije, s tem, ko reče, da je v tem odločil nadzorni svet. To je delanje norca iz sistema, ki so ga v resnici sami sprejeli, in to je upravljanje družb državni lasti, ki ima zakonsko podlago, pa še vrsto drugih aktov upravljanja, ki jih ima Slovenski državni holding. Dejstvo je, da če se politika ne neha pri nadzornem svetu Slovenskega državnega holdinga, ampak se nadaljuje v tudi nadzorne svete preko političnih kvot, pomeni, da oni v resnici se delajo norce iz sistema, ko rečejo, da politično imenovani nadzorniki potem delajo samostojno in neodvisno in da oni nimajo nad tem. In problem je, če ne izbiraš med kadri najboljšimi, ampak izbiraš med našimi. In to je velika razlika. In tukaj imamo mi vrsto zamujenih priložnosti v Sloveniji. Ne? Če imamo mi nestrokovne ljudi, seveda lahko firmo zavozijo. Če imamo pa strokovne, ampak so politično imenovani,
pa obstajajo ta tveganja, da ne bodo vedno delali v interesu družbe in pa tudi, da jim bo njihovo izogibanje nasprotnim interesom oteženo, ne? Ker bo ves čas nekdo hodil z nečim k njim in to je izredno težko vrstoma zavračati. Ne? Vas bodo večkrat spomnili na to, kdo te je postavil, ne? In da si neki dolžen vrniti ali pa narediti nek posel, ki morda ne bi bil v interesu družbe, ali pa zaposliti ljudi, ki morda niso najboljši kader za ono družbo. Ne? Tako da ta škodljivost političnih kvot se ne ustavi v družbi samo na vrhu, ne? Ampak gre kaskadno navzdol. Takole je gospod Tonin, generalna sekretarka Slovenskega združenja nadzornikov, odgovorila na vprašanje, ali si politika res lahko umije roke, ko reče, saj ni politika nastavila nekega kandidata, nadzorni svet ga je, pa še strokovnjak je. Kar je točno to, kar Nova Slovenija, vaša stranka pravi, da nimo za Valentina Hajdinjaka na Darsu, za Blaža Košoroka, ki je sicer dolgoletni član SDS, ampak je šel z mesta državnega sekretarja na ministrstvo, ki ga vodi vaša stranka, direktno na vrh Gen energije. Ampak gospa Prijović vam torej pravi, ne morete si na tak način umiti rok. Dajmo najprej začeti bistvo. To je, da za vsakega človeka je ključno samo to, ali je sposoben, kompetenten in primeren, ne pa kakšnega političnega prepričanja. To je za nas osnova, ki se jo ves čas držimo. Država ima vpliv na podjetja, katere lastnike preko Slovenskega državnega holdinga, ker v Slovenski državni holding imenuje nadzornike in tukaj so imenovani v parlamentu, je neposreden vpliv politike. V tu dalje pa nadzorniki delajo sami. In zdaj, če bi jaz kot politik kamorkoli posegel, bi seveda kršil zakone. Hkrati imamo pa zakonodajo, ki pravi, da nadzorniki odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. In jaz bi si želel, da se nehamo pogovarjati o tem, kdo je kakšnega političnega prepričanja, ampak kako kdo upravlja svoje delo. Če imajo te ljudje pripombo na določenega posameznika, naj ga izpostavijo in je ta človek oziroma ta član nadzornega sveta ali pa nekega upravnega organa družbe tudi odgovarja. Edino na takšen način bomo prišli do odgovornosti. In še ena stvar, ki se nam Novi Sloveniji učita, mi smo zelo jasno povedali, da za nestrateške stvari je prav, da dobijo odgovornega lastnika. Strateške stvari, kot so pa energetika, kot je tudi infrastruktura, je pa prav, da ostanejo v slovenski državni lasti. In tukaj se tam politika nima kaj sprenevedati in more postaviti odgovorne in kompetentne ljudi. In za Novo Slovenijo to lahko mirno rečem, da nimam nobene slabe vesti, da kjerkoli smo imeli vpliv, smo postavili kompetentne in kvalitetne ljudi. Ampak to je sistem roka roko umije, gospod Tonin. Gospa Prijović je to lepo opisala, lahko je nekdo strokovnjak, ampak če je politično nastavljen, lahko vedno nekdo iz politike pride k njemu in reče, saj sem te jaz nastavil, zdaj boš pa naredil ta in ta posel tako, ali pa zaposlil te in te naše prijatelje. In to ni nujno vedno v interesu podjetja. Se vam to res zdi prav? Poglejte, nisem jaz ali pa nismo mi Zoran Janković ali pa Tone Rop, ki bi govoril, kdo je koga nastavil. Nam ni nihče odgovoren, odgovorni pa so podjetjem, družbam, nadzornikom, kjer upravljajo svoje delo. In dajmo se vrniti na izhodišče, povejte, kateri so ljudje, ki slabo upravljajo svoje delo. Poglejmo rezultate teh podjetij. Lejte, že ves čas se ukvarjamo s tem, kdo je koga nastavil. Dajmo se pogovarjati o rezultatih teh družb, ali so boljši od prejšnje garniture ali slabši. To so prava vprašanja. Ampak glejte, gospod Tonin, če bi se držali smernic OECD, ne bi se tako gospoda Hajdinjak, kot tudi gospod Košorok, recimo slednji primer, bi se moral pol leta ohlajati. Ne? Temu se tako reče, da bi 6 mesecev minilo od odhoda z funkcije funkcionarja na funkcijo šefa državnega podjetja. Ne pa, da je šel z položaja, kjer je imel politično moč direktno v državno podjetje, ker so to korupcijska tveganja. Po drugi strani pa poznamo primer, ko vas sedanji način političnega kadrovanja o kvotah, ko vas je v bistvu zelo zmotil. Ne? Nadzornik iz vaše kvote na Pošti Slovenije je odstopil, ker se ni strinjal z imenovanjem Tomaža Kokota za generalnega direktorja Pošte, češ da nima kompetenc. Ne? In to je bil celo primer, ker sta se vaša stranka NSI in SDS, član katere je gospod Kokot, sporekli. Ne? Torej, vprašanje je, a naj tudi naslednja vlada ohrani tak način korporativnega upravljanja ali je vendarle treba karkoli popraviti? Še enkrat, vi zdaj insinuirate, da imamo mi na vse te ljudi vpliv.
pa ga nimamo. Jaz vam govorim, kakšne so smernice OECD. Ja, jaz vam pa povem, da smernice OECD-ja so takšne, da smo mogli ustanoviti posebno družbo, ki upravlja z državnim premoženjem, in to je bilo v preteklosti narejeno z AUKN, ki se je potem razvil naprej. Naš edini vpliv, ki ga imamo neposreden kot stranka in smo ga tudi izkoristili, je, da smo postavili v parlamentu nadzornika SDH-ja. In tam se naš vpliv konča. Od tu dalje odgovornost nadzornikov in te ljudje, ki ste jih vzpostavili. To vi pravite, da so v kvoti Nove Slovenije. Zame je bistveno samo to, ali nekdo upravlja svoje delo kompetentno in dobro, ali ne. Zanikate, da bi bili? In kakšni, seveda zanikam, in kakšni so rezultati teh podjetij. Dobro. Gospod Golob, kaj boste vi, če prevzamete vlado, naredili s kadri, ki so v času te vlade dobili položaje? Ne? Ker po naših informacijah so nekateri ljudje, imenovani v času te vlade, že dobili sporočilo, da jim bodo letele glave, če vlado prevzamete vi. Se to dogaja z vašo vednostjo, gospod Golob? Ne, še več. Jaz vedno povem, da kdorkoli se predstavlja, in fajn, da ste to odprli, kdorkoli se predstavlja v mojem imenu danes in ali obljublja, ali grozi, laže. Torej zlorablja vaše ime. Točno tako. In sem tudi sam slišal, da hodijo, celo posle si nabirajo nekateri. In to ljudje, s katerimi nisem v življenju imel ničesar. Ampak to je tako enostavno, ampak to ni zdaj ta debata. Bolj pomembna debata je, da eno so besede, drugo so dejanja. In jaz bom uporabil stavek, ki sem že večkrat, predsednik NSI-ja vedno zanika, da bi imel NSI karkoli pri kadrovanju, ampak kot po čudežu se vedno znajdejo njegovi ljudje in samo njegovi ljudje na pravih mestih v zadnjih 12 mesecih. Pa njegov minister je bil tisti, ki je v kamero napovedal, da bojo te stvari izvajali vnaprej. Ampak vse je nepomembno. Pa dajte 2-3 našteti. Poskusite 2-3 našteti, ki jih je kadrovala Nova Slovenija. Direktno iz ministrstva, pa vse so vam povedali, vse vam je novinar povedal. Direktno iz ministrstva ste imenovali Rožac v Luko Koper in direktno iz ministrstva ste imenovali Košoroka v Gen Energijo. A ni dovolj? Mi smo imenovali. Gospod Golob, mi smo imenovali. Kaj? Nova Slovenija jih je imenovala. Okay. Toliko časa delate v gospodarstvu, da bi to moral vedeti, da jih Nova Slovenija ni imenovala. In da tudi gospod Košoroku povem dve besedi, ker zdaj ga bom hvalil. In da tudi gospod Košorok ni član Nove Slovenije, to je treba zelo jasno povedati. Že prepovedal, je pa velik strokovnjak z področja energetike, ampak očitno po vaše, če je nekdo napačnega političnega prepričanja, ni važno je strokovnjak, kako kompetenten je. Če je napačnega političnega prepričanja, v tej državi očitno ne bi smel početi nič. In proti temu se borimo, proti temu revanšizmu, da se ljudje ne presoja po njihovi sposobnosti, ampak po njihovim političnim prepričanjem. O revanšizmu govorite vi, ki ste zamenjali vse, kar se je dalo. Ampak gremo naprej. No to pa ni res. Gospod Košorok je od vseh... Vam je mandat potekel. Se ne govorimo od meni. Zakaj ste tako obremenjeni s tem? Nisem obremenjen, ampak treba je govoriti resnico. In mi nismo ljudje menjali. Prvič, Nova Slovenija jih ni menjala in niti ne ta vlada, so pa nekaterim ljudem potekali mandati. Veste, če boste vodo vlado, boste videli, imate na koncu točko, kjer so administrativne zadeve. In se na vsaki vladi imenuje celo vrsto ljudi. Pa veste, zakaj? Boste vi pokazali listo, da ne bom jaz govoril, da laže, boste vi to naredili namesto mene? Izvolite, gospod Golob, da odgovorite. Gospoda Košoroka konkretno. On seveda se giblje po energetiki že 20 let. Absolutno drži. Bil je tudi generalni direktor HSE-ja, tudi to je vse res. Ampak o jedrski energiji pa žal gospod Košorok niti nima pojma, niti ga verjetno nikoli ne bo imel. In kaj se je zgodilo v Gen Energiji? To je drugi energetski steber, ki ima pred sabo najpomembnejšo investicijo, to je potencialna izgradnja drugega bloka jedrske energije, jedrske elektrarne. Ravno v trenutku, ko je treba začeti pripravljati investicijsko dokumentacijo, ki bo v resnici definirala, kako bo ta blok izgledal in kakšna bo ekonomika, pripeljemo novega človeka v to zgodbo, ki o jedrski tehnologiji, pa imamo v Krškem, ne v Gibanju Svoboda, v Krškem, neizmerno več usposobljenih strokovnjakov, ki znajo in obvladajo jedrsko tehniko. Dobro, gospod, med 6 kandidati, ki so bili prijavljeni, sta bila samo 2 taka, ki nimata o jedrski tehnologiji pojma. Eden od njih je bil gospod Košorok. Dobro, smo razumeli, gospod Tonin, na kratko odgovor, potem gremo še naprej. Ja, ne razumem, zakaj to naslavlja name. To je treba naslavljati na nadzorni svet, ki je gospoda Košoroka izbral. Oni so pravi ljudje. Od njih je treba... Bom pojasnil. Veste, kako poteka glasovanje in odločanje na nadzornem svetu?
Tako da predsednik nadzornega sveta, ki res ni v NSI-ju, res ni, je v SDS-u. Drugače pa si slučajno tudi predsednik Telekoma v prostem času. Da predsednik nadzornega sveta, čudo se zdaj so že zamenjali, se je obrnilo, pokliče v kabinet predsednika vlade in dobi navodilo, koga sme in koga ne. Tako poteka tole. Zato, ker sem da pojasnim, ko ste prišli, kje imam dokaze. Ne, drugič samo gospoda povabite. Gremo kar naprej. Najprej gospe Fajon. Mene zanima, če boste v naslednji vladi ukinili sistem političnih kvot pri imenovanju v nadzorne svete in uprave državnih družb. Boste presekali s to sedanjo prakso, če boste v vladi, ne to, da položaje zasedajo tudi člani strank in da se generalni sekretarji strank koalicije dogovarjajo o tem, kdo bo kje nadzornik ali upravi. Se lahko na tem mestu zavežete k temu? Da, zagotovo se zavežem. Jaz mislim, da imam celo najmanj obremenjenosti. Zdaj sem gledala 7 ali 8 minut, sta se kolega pregovarjala o političnem kadrovanju ali pogovarjala ali delila mnenja, ampak glejte, omenili ste sami načela OECD. Kaj so načela OECD? Strokovnost, sposobnost, kompetence. Ja, treba bo oživiti spet ta načela in to je moja zaveza. Strokovnost je tista podlaga, ne partijska izkaznica, ne politični interesi in teh je v naši družbi, pa zdaj zelo iskreno govorim, absolutno preveč. Državno premoženje moramo zelo odgovorno upravljati. In to pomeni odgovorno upravljati zato, ker je od tega odvisna naša prihodnost. Ta denar se zliva v državni proračun, od tega je odvisna infrastruktura, je odvisen razvoj Slovenije. Zato pravim, to morajo biti najbolj kompetentni, strokovni ljudje. Ja, se bom zavezala, da tako bo, ker sem tako vedno delovala v politiki in imam mogoče najmanj interesov v krogu teh kolegov tu, kako bo naslednja vlada delovala. Ampak vodite pa stranko, ki je že dolgo časa na sceni. Vodim to pomeni, da gospod stranko, Levanič ne bo hodil na sestanke generalnih sekretarjev. Ne, jaz se bom pogovarjala, gotovo bo pa tudi gospod Levanič, ki je generalni sekretar stranke, se pogovarjal z ostalimi. Ampak jaz sem prepričana, da bomo tudi z gospodom Golobom in te stranke, ki smo danes neki naravni zavezniki na isti strani vrednot, zagotovili bistveno manj političnega posredovanja. Ne gre samo za državno premoženje in podjetja, gre tudi za obvladovanje epidemije, ko govorimo o strokovnosti, gre tudi za svobodo medijev in še marsikaj. Dobro, gospod Hojs, boste vi spremenili kadrovanje, če boste v naslednji vladi? Ne, če dovolite, zdaj bom pa tudi jaz mar več minut vzel, glede na to, ker sem... Najprej bi rekel, da če se vrnem čisto na začetek oddaje, očitno gospod Golob prisluškuje. Ste slišali, kaj je prej povedal? Povedal je, da kako stvar poteka, da pokličejo v kabinet predsednika vlade in predsednik vlade pove, kdo bo kje sedel. Šokantno. Na svetu sedijo predstavniki delavcev, ki so to povedali. Če dovolite, lahko naprej. Hvala. Hvala, gospod Golob. Ko se zlažete, vas bomo vedno prekinil. Drugače pa politično kadrovanje. Gospod Golob je najbolj eksemplaričen primer političnega kadrovanja. A ste ga kdaj vprašal, če je bil državni sekretar? Nikoli. Ste ga kdaj vprašal, če je kot državni sekretar sedel v nadzornem svetu ELS-a? Nikoli. Ste ga mogoče v teh dneh vprašal, kaj je z njegovo dohodninsko napovedjo? Vsi predsedniki strank, kot vem, so poslali dohodninsko napoved za leto 2020. Gospod Golob je še vedno jo čakamo. In poglejte, nadzorni svet... čakajo mojo dohodninsko napoved. Na RTV-ju, gospod Golob. Na RTV-ju oni čakajo. Na RTV-ju čakajo vašo dohodninsko napoved. Ne. Uredniki RTV-ja. Jo boste poslali? Ko pa vi to veste, gospod Hojs? Uredniki so mi povedali. Uredniki so povedali. Policijskemu ministru uredniki javne službe razlagajo, kdo je poslal kakšen dokument. A ni zanimivo? Ne, zanimivo je, da so povedali, da jo edino vi niste. Če nadaljujem. Odgovornost nadzornih svetov, vsekakor. Poglejte, gospod Golob je v vaših oddajah oziroma v naših oddajah večkrat povedal, da on za svojo plačo nima nič, ker mu jo je določil nadzorni svet. Si predstavljate? Ljudje, ki so odgovorni v državnem podjetju, nekomu podpišejo plačo, ki je 45.000 evrov na mesec. To je v bistvu naravno škandalozno. In povsem na koncu bom rekel, ne, poglejte, jaz sem to enkrat že v enem studiu povedal, nikoli se ne bom
Mislim, Težko vam povedal, vedno težko je prekinjati, vas bo prekinil. Jaz sem bil, bi rekel, vljuden, korekten, gospod Golob pa očitno. Ampak jaz se pa nisem lagal. Je pa še zmeraj premalo časa na sceni, da se bi znal obnašati. Poglejte, jaz sem že enkrat v studiu povedal, da si nikoli ne bom pustil vzeti te pravice, da kot državljan, če ravno politično opredeljen, kar ni nič narobe, ne bom predlagal koga, za katerega lahko trdim, da je strokoven, usposobljen in vkolikor bo prišel vse kadrovske izbore, vkolikor bo šel skozi vse akreditacijske komisije, ni nobenega razloga, da tak človek ne sedi v upravi, v nadzornem svetu ali pa kjerkoli drugje. Torej, nehajmo se sprenevedati, tako te je povedal gospod minister Tonin. Najbolj eksemplarični primer političnega kaznovanja je gospod Janković, kjer je predsednik vlade povedal, da je gospoda Jankovića nastopil, gospod Golob pa je pravzaprav samo nekaj recidiv gospoda Jankovića. Pa če gremo tu, je treba omeniti zadnji primer, gospod Hojs. Komisija za preprečevanje korupcije je včeraj objavila pravnomočno odločitev, da se je premier Janša znašel v konfliktu interesov in je torej kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ko se ni izločil iz odločanja vlade o imenovanju svojega odvetnika Francija Matoza za neizvršnega direktorja družbe za upravljanje terjatov bank, torej slabe banke. V SDS po eni strani poudarjate, da je videz nepristranskosti silno pomemben, na drugi strani pa KPK jasno zapiše, da obstaja vsaj videz, da je bil Matoz imenovan zato, ker je Janšev odvetnik in ne zato, ker je to v javnem interesu. Zgodilo se ni nič, so torej to dvojna merila, gospod Hojs. Kaj pa ne bi se zgodilo? Kakršnekoli posledice po... Kakšne? Po tem, kar pove KPK. Torej, če vas prav razumemo, ne priznavate te odločitve, ali kako? Ne, KPK daje načelna mnenja. Zdaj pa so na vrsti drugi organi, da bodo stvar, ukolikor je pač nezakonita ali kakršnokoli drugače, sprocesirali. Spomnite se glasovanja gospe Alenke Bratušek. Ona je glasovala sama zase, ne za nekoga drugega. Sama zase je glasovala za to, da bo postala evropska komisarka. In mimogrede, če dovolite, ta isti KPK se ni odzval v primeru bajnih zaslužkov gospoda Vesela na računskem sodišču. Kot veste, je tam zaslužil, mislim, da po 200 000 evrov po padanskem fušu. Jaz sicer mislim, da je delal to, pa je bolj kot predsednik računskega sodišča fušal. Torej, celo vrsto načelnih oziroma nenačelnih oziroma nikakršnih odločb Komisije za preprečevanje korupcije nismo dočakali in to je zgolj ena od tistih, bi rekel, faz, ko je treba pač našega predsednika diskreditirati. Ampak je pa meteorski vzpon Francija Matoza v tej času te vlade več kot očiten. Gospod Hojs je v nadzornem svetu dveh velikih državnih družb, Luka Koper, Slovenske železnice, ima med drugim tudi svetovalno pogodbo s Telekomom in KPK je tukaj zelo jasna. Kopičenje funkcij je problematično, takšne imenovanja krepijo nezaupanje v javni sektor. Ne, jaz mislim, da boste v slovenski družbi, če boste pogledali nadzorne svete v preteklosti, pravzaprav najdu izpiljene modele, kako so se 2-3 ljudje, seveda strani nekdanje LDS in pa SD-ja, pravzaprav rotirali po nadzornih svetih, tako da seveda na tako vašo trditev nikakor ne morem pristati. Obenem je pa res, da je gospod Matoz kot odvetnik pač prestal vse potrebne akreditacijske postopke in bil, še enkrat poudarjam, ne imenovan strani predsednika vlade in ne strani mene ali kogarkoli drugega, ampak strani nadzornega sveta posameznega podjetja. Oziroma skupščine tega podjetja. Strani vlade je imenovan zgolj v SDH. In premier je kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Gospa Fajon, želeli ste repliko? Res je. Kmalu me boste zrinili z mize, gospodje, ampak hvala. Glejte, KPK, to je zelo jasno preusmerjanje pozornosti, moram reči. KPK je včeraj res potrdil, da gre za primeru Matoza še za eno koruptivno dejanje in to ni edino koruptivno dejanje, kar je sicer nek modus operandi, se mi zdi, kar je slabo za naše državljane, je tudi zgleda, ali predsednik vlade ali še kak vidni politik ne dviguje pošte, ko gre za razne pravosodne ali sodne zadeve. Saj neki praks imam tudi sama, ko gre za predsednika vlade, pa še koga zraven. Ampak poglejmo še tudi, kaj se je zgodilo v vseh tih obsežnih kadrovanjih, ki so bila omenjena. 5:12, če rečem, začenja se volilna oziroma smo tik pred volitvami, je vlada naredila razpis za
zdaj mislim, da je včeraj bilo 77 pred kratkim še ali 160 koliko zaposlitev v javnem sektorju za nedoločen čas. Niso se za nedoločen čas, gospa Fajon. Večinoma so za nedoločen čas, tudi ne z nekimi kvalifikacijami. Zakaj? Zato, da se zdaj še na hitro zapolni mesta v javnem sektorju. To je žal dejstvo. In največ zaposlitev je bilo v času te vlade v javnem sektorju in političnih kadrovanj. Ampak to je počela tudi kakšna druga vlada, da je na koncu govorim kabinetne pretvarjala v največ. Vse številke povedo. To so neumnosti. In to je slabo, kar je za našo družbo, ker bi morali imeti politiki interes, da delamo v interesu ljudi, ne pa zase. In žal mi je, da je tako. Poglejte, to so popolne neumnosti. Nihče se v javnem sektorju ne more zaposliti, če ne ustreza pogojem, ki so splošno znani, torej upisani v sistemizaciji. Nikogar ne morete zaposliti, če tistim zahtevam, ki so tam določene, ne izpolnjuje pogojev. Mimogrede bi vas pa vseeno opomnil ali pa vas vprašal, gospa Fajonova, rekla ste, da je KPK odločilo, da je to koruptivno dejanje. Da je v navzkrižju interesov. Piše, da je koruptivno dejanje? Ne gre za korupcijo, ne gre za kaznivo dejanje. Pravim, da gre, jaz pravim, nasprotje interesov in jaz pravim, da gre za koruptivno dejanje. Aha, vi pravite to. Pravi pa KPK, da je naslednji korak korupcije in tu bomo šli zdaj naprej, spoštovani gostje, da je tudi reforma korporativnega upravljanja nujna oziroma da bi bilo dovolj, če bi se držali že obstoječih pravil in smernic, ne opozarjajo zgolj v Združenju nadzornikov in v KPK-ju, ampak tudi v Gospodarski zbornici, Združenju Menedžer, MČM-u in Združenju Bank Slovenije. Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak v njihovem imenu trdi, tako kot se je vladalo doslej, ko se lovi 46. glas, ko je vlada šibka in zato ne more speljati nujnih reform, ne gre več naprej. Zato poziva k oblikovanju velike programske koalicije po volitvah. Poglejmo. Programska koalicija. Ne? Idealno je, da seveda se povežejo velike stranke, zato ker je potreben trden mandat. To mislim seveda, da ne more biti vnaprejšnjega izključevanja. Vnaprejšnje izključevanje ni v skladu z trajnostnimi pogledi na ta svet, vključenost vseh v neke družbene odločitve je osnovni aksiom, postulat, izhodišče trajnostnega pogleda na svet. Na drugi strani pa seveda to pomeni, da bo verjetno kakšne ekstremne poglede treba pa kljub vsemu dati stran. In tu govorim seveda o ekstremno levičarskih pa ekstremno desničarskih. Verjetno bo treba iskati neko srednjo pot in če trdnega mandata ni mogoče dobiti z neko ideološko linijo, ker se vidimo, da smo razklani na pol in potem iščemo 45 oziroma 46 glas, na ta način ni mogoče vladati. Dokazano v zadnjih letih. Nismo mogli vladati. Nobenega resnega zakona nismo ne v prejšnji vladi, ne v sedanji vladi uspeli izpeljati. Nekaj seveda je bilo ukrepov izvedenih, ampak tisto, kar je bilo res na mizi potrebno in na kar smo upali, da se bo zgodilo, se ni zgodilo, ker so bili mandati prešibki. In zdaj, če bomo spet soočeni s podobno okoliščino, da bomo se tu lovili okrog enega ali dveh glasov, se tega ne moremo privoščiti preprosto. Spet bomo izgubili 4 leta in s tem ne bomo naslovili zgodovinske priložnosti globalnega premika nabavnih verig. To se zgodi taka priložnost enkrat na 100 let. In bo šlo mimo nas. Zato se mi zdi, da je zdaj pa res skrajni čas, da jim zelo odgovorno, odločno povemo, da ne pričakujemo, ampak zahtevamo, da se pa tokrat priložnosti naslovijo. Slišali smo, gospa Fajon, gospod Golob, vnaprejšnje izključevanje ni skladno s trajnostnimi pogledi na svet, pravi Blaž Brodnjak. Vi dva oziroma vajni stranki sta vnaprej izključili vse stranke sedanje koalicije, čeprav ima to, kot smo že videli, lahko visoko ceno. Vlade so šibkejše in zato niso sposobne izvesti nujnih strukturnih reform. To sta pripravljena žrtvovati? Najprej gospa Fajon. Absolutno bomo strmeli k temu, da sestavimo stabilno vlado po 24. aprilu in vlado, ki bo vključujoča, sodelovala z gospodarstvom in s civilno družbo. Ta vlada, zdaj zakaj pravimo, da je to sodelovanje s trenutno vladajočo stranko ali koalicijskimi partnerji nemogoče, je zato, ker ne gre vse samo, kako se naslavlja gospodarske izzive, pomaga ljudem in gospodarstvu. Mimogrede,
akcijskega načrta še vedno ni s strani vlade, ampak gre tudi za to, ta vlada, po mojem trdnem prepričanju, ni velikokrat spoštovala zakonov in ustave. Tudi po indeksih mednarodnih lestvic. In danes je Eurobarometer razkril, so ljudje nezadovoljni nad stanjem demokracije in pravne države. In to je skrb. Zato si jaz ne znam predstavljati vladanja s strankami, ki kritizirajo, ki omejujejo civilni sektor, ki ne poslušajo ljudi, ki žalijo, ki kaznujejo, ki ne poslušajo stroke in imajo mogoče kapitalski interes. Da, s takimi si jaz ne želim sodelovati. Želim pa si, da zaključim odprto, moderno, solidarno državo, na katero bomo ponosni in ja, vključujočo politiko. Svoboda danes so zame vrednote solidarnosti, enakosti, strpnosti, demokracije, pravne države. Tega žal danes v tej vladi ali pod to vlado ni. Gospod Golob, vi si želite koalicije s 60 glasovi, ne? Kaj pa v primeru, da vas razmerje glasov v državnem zboru pač paralizira, da kaj takšnega ne bo mogoče? Lahko, da se boste morali odločiti, ali boste pač presegli ideološko delitev ali pa žrtvovali to, da državo v zelo kompleksnem trenutku časa razvojno potegnete naprej. Bom začel drugače. Imam eno slabo novico pa eno dobro novico. Slaba novica za kolega je, da vlado podpira 30% ljudi. Dobra novica za Slovenijo je, da 70% si želi spremembe. 70% ljudi, če bodo le prišli na volišča, bo zagotovilo trdno vlado. Ne mi, ne stranke. Volivci in volivke bodo zagotovili trdno vlado. In zato pozivam, izkoriščam priliko, pejte vsi na volišča. Vse eno je, ko boste volili. Pridite in izraste svojo voljo, ker je to edini način, da bomo imeli trdno vlado. Jaz seveda si želim, da je vlada 60, ampak veste, kaj je pa minimum? Minimum je pa 55 plus v koaliciji. In jaz sem prepričan, da med Gibanje Svoboda in KUL bomo na koncu imeli 55 najmanj glasov. To je več kot dovolj za stabilno vlado, ki bo znala vse izzive. Ampak zakaj gospodarstvo? Zakaj gospodarstvo je samo eden od? Ker zamenjati materialno blagostanje, pa čeprav ga ni v državi, navidezno ga imamo, za osebno svobodo, tega ljudje ne bodo nikoli kupili. Dobro, smo razumeli, bomo videli, kako bo realnost prizemljila. Gospod Hojs, gospod Tonin, ne, tudi vajni stranki vnaprej izključujete in sicer stranko Levico, ampak pod črto, ne. Opozicija ves čas poudarja, da gre za bitko med demokracijo in drsenjem v avtokracijo in da zato vnaprej izključuje, to pravi opozicija. Ste vi pripravljeni storiti korak nazaj pri napadih in žalitvah na Twitterju, prevzemanju državnih sistemov in podsistemov? Gospod Hojs. No, mi smo večkrat povedali, da po volitvah ne bomo nikogar izključevali. Naš predsednik je pravzaprav dokazal že v svojih dosedanjih 2 mandatih, da je vključujoč. Celo v prvem mandatu, ko je vladal celotno 4-letno obdobje, je z stranko SD, takrat seveda pod drugim vodstvom, drugačnim vodstvom, sklenil sporazum, ki se je tej stranki bogato vrstoval. Če se spomnite, takrat kasneje gospod Borut Pahor na volitvah celo zmagal. Res pa je, da smo povedali, da si ne predstavljamo, da bi lahko sodelovali z stranko, ki napoveduje, da bodo torej ponovno nacionalizirali stvari, ki napoveduje, da bodo uvedli enormne davke na vaše nepremičnine, ki napoveduje, da bodo oni tisti, ki bodo določali, kdo in kje bo sedel v nadzornih svetih oziroma kdo bo na sodišču. Z vsemi temi so, za vsemi tistimi so podpisali sporazum, torej gospa na desni. In s tem bomo to stranko, ki je ni v studiu, temeljito izprašali. Mene zanima, če ste vi naredili korak nazaj, če ste vi pripravljeni narediti korak nazaj. Mi smo povedali, da smo pripravljeni sodelovati z komarkoli, ki se bo v slovenski parlament uvrstil. Razen s tistimi po sedaj pregledanem programu je zgolj stranka Levica tista, s katero po našem mnenju ni moč najti nobene stične točke sodelovanja. V komunikaciji? Gospod Tonin? Ja, sam razumem politiko v bistvu, da je to delo za skupno dobro, nekaj plemenitega. In v politiki ni prostora za zamere, ker na moj račun je bilo tudi strani koalicijskih stvari, tudi kolega Hojs je na moj račun marsikatero trdo izrekel. Izključili ste ga iz stranke. Recimo, ne, se pravi, znamo sodelovati tudi potem. So bile zelo trde besede, ampak hočem povedati to, da v politiki ni prostor za zamere, ker v ospredju je vendarle skupno dobro za našo domovino in v takih trenutkih moraš pozabiti na osebne zamere in iti naprej. In katerakoli stranka si ože nek koalicijski potencial,
pač si dela sama sebi problem. Je pa še eno dejstvo. Pa ste pripravljeni storiti korak nazaj glede tega, kar opozicija opozarja? Jaz mislim, da če smo odkriti, poglejte ministersko ekipo Nove Slovenije, dela kvalitetno, učinkovito, v naših komunikacijah smo dostojni. Če pogledate naše poslance... Ampak ste pa tiho, če kaj takšnega počnejo ministri največje vladne stranke. Lejte, mi imamo drugačen pristop. Mi nismo koalicijska stranka, da bi na pločnikih pred vlado razlagala, kaj je narobe v tej koaliciji. Mi smo stranka, ki koalicijskim partnerjem v obraz pove, kaj jih moti in na koalicijskih sestankih poskuša doseči spremembe. Ker lejte, jaz razumem, da smo mi ekipa 11 nogometnih igralcev in da če hočemo zabijati gole, potem moramo na igrišču sodelovati, v garderobi se moramo pa pomeniti, kaj je kdo delal napake in kako naše delovanje lahko še izboljšamo. In še ena zelo pomenljiva stvar je, lejte, mi smo zelo različni, lahko da se tudi zelo ne maramo, ampak dejstvo je, da bomo mogli v tej državi še nekaj časa skupaj živeti, da bomo mogli to državo skupaj upravljati in lažje nam bo in boljše bo za državo, če bomo sodelovali, kot pa se izključevali. In videli bomo, kako boste zmožni sodelovanja po volitvah, ki bodo 24.4. Takrat bodo odločili ljudje. Za danes pa spoštovani gostje, gospa Fajon, gospod Hojs, gospod Golob, gospod Tonin, najlepša hvala, da ste prišli na N1. Prosim. Hvala vam. Hvala pa tudi vam seveda za vašo pozornost. Mi se v naslednjem predvolilnem soočenju na N1 vidimo prihodnji torek. Če ste soočenje morda zamudili, si ga lahko v celoti že ogledate na naši spletni strani n1info.si. Obiščite tudi našo posebno volilno podstran, kjer najdete vse informacije o strankah, o tem, kdo kje kandidira in druge zanimivosti. Tam pa boste našli tudi vsa pretekla soočenja. Iz studia le še lep pozdrav in nasvidenje.